Štefan? Torej, k temu, kar je kolega Križanič povedal, bi rekel, eno vprašanje postavil, ne? Kdo od vas je že bil na Jelenovem griču, ali pa kdo ni bil? Veste, kje je ta grič? Veste, da nima asfaltne ceste? Pa veste, da 14 dni rabite za to, da si naročite, da lahko sedete za mizo. In tu se vse začne in konča. Ali imaš menedžment, ki ve, ali pa ga nimaš. Zdaj, ali je župan tisti, ki bo menedžment pripeljal kreativni in inovativni, ki bo v najlepši kulisi najstarejšega slovenskega mesta znal delati atrakcije, predom, če je to župan, bo se pač župan s tem ukvarjal, ampak tega nikjer na svetu ne dela župan. Turizem je izključno gospodarska panoga in javni sektor je lahko samo ena mala palčka, na katero se zadeva opira. In ko bomo to dojeli in razumeli, takrat se lahko resno o turizmu pogovarjamo. Dokler pa s prstom kažemo, župan je za nič, pa občina je za nič, na drugi strani pa politika gospodarstveniki se za nič tako dolgo iz te zgodbe ne bo nič. In tu v tej fazi, v tem trenutku mi v ptujskem turizmu smo. Hvala lepa. Torej, replike bomo imeli po koncu te teme, še eno vprašanje imamo, potem pa vse sem si zapisal, kdo je hotel repliko, tako da Miha, predlagam, da gremo na naslednje vprašanje v tej temi. Ja, da spet prevzamem jaz. Mnogo je govora o Zavodu za turizem, še več je govora o proračunu tega zavoda. Ljudje, ki se s turizmom ukvarjajo, treba iti malo med ponudnike in vprašati, kako so zadovoljni, pa so v bistvu nezadovoljni. Tako da kar gremo v vprašanju, kako vidite, kaj so tiste najbolj prioritetne naloge in aktivnosti Zavoda za turizem ali podobne organizacije in tudi mestne občine Ptuj, da se bo turistični prevoj končno zgodil in ali je bil, po vašem mnenju, Zavod za turizem v dosedanjem delu usmerjen k pravilnim prioritetam, ustrezno voden in ali je razpolagal z zadostnimi sredstvi. Zavod za turizem ni primerno financiran, je mnogo premalo financiran, je tudi kadrovsko podhranjen, delali so odlično. Jaz se ne strinjam, da v zadnjem obdobju ni bil narejen preboj, bil je narejen velik preboj, Ptuj je spet postavljen nazaj na turistični zemljevid, smo vodilna destinacija, smo ena od slovenskih ikon turizma, tudi kar se tiče sodelovanja z STO-jem, mislim to, da imamo praktično na vseh sejmih, smo povabljeni zraven, sodelujemo pri vseh živih strategijah in to samo v 2 letih. Jaz zelo težko poslušam kritike o takšnem javnem zavodu, ki je v 2 letih vse to uspel kljub temu, da je podhranjen kadrsko in finančno in da jim namenjamo za promocijo 30.000 sramotnih evrov, zato ker več ni možno spraviti skozi proračun. Kljub temu, da smo sprejeli strategijo, kjer smo do leta 2021 se zavezali, in to smo mestni svetniki, mislim, da celo soglasno sprejeli, da bomo namenjali 200.000 evrov za promocijo Ptuja. Jaz resnično upam, da bo direktorica dovolj drzna in da bo naslednji proračun postavka vsaj 150.000 evrov za promocijo in moja roka bo dvignjena. Hvala. Igor. Ne vem, zakaj niste dali razjasnjen na to točko. To je za mene najbolj bolna točka. Vse ste včeraj čuli vse, pa zdaj pa moram še enkrat ponoviti, pa me to včerajšnje izvajanje. Vsi veste, da tam dela moja sorodnica in da smo kritizirali, da smo skoraj družino razbili zaradi tega Zavoda za turizem in zaradi nje in zdi se mi, da je bila vršena dejansko brez izkušnj in zdaj smo je nalepili ogromno slabega zaradi, tako kako sem včeraj rekel, zaradi postoječega župana in seveda Oreška tudi zraven, ampak mislim, da se deklica trudi, in ne morem reči, da celo nagrado so ji dali, ne vem, če je ravno pripadala, ampak dobro je to nagrado. Tako kako sem včeraj rekel, da bom hitro končal, zato ker sem obremenjen in mogoče tu realno ne gledam. Mislim, da dela kar korektno, če bi jaz bil župan, bi pa delala še 100-krat bolj korektno, ker bo delala zaradi mene. Jaz se sigurno ne bom odstavil. Hvala. Štefan.
Spoštovani moderator, bil si eden izmed očetov iz Petovjo Vivat. Kako usodo je doživela ta inštitucija? Skupščina občine Ptuj, 80.000 prebivalcev, 64 gospodarskih družb. Govori samo o tem, da ni pomembna institucija, ampak ljudje. Ja. Ne forma, ampak ljudje. LTO smo naredili, drugi propadli poizkus, tretja sreča, kdo verjame v to številko 3, ne verjame, jaz ne. Forma ni pomembna samo. Torej, zagotovo so prireditve javnega pomena, kjer občina lahko sodeluje, daleč prerasle okvir tega zavoda. In torej potrebna je širša organizacija, potreben je drugačni model organiziranja, zato da bomo lahko pospeševali razvoj turizma. Zdaj, jaz v tako organizacijsko strukturo ne verjamem, da lahko kaj velikega pripomore. Hvala. Robert? No, me veseli, da je vsaj Štefan nekako v tej liniji, ko jaz razmišljam. Ni pomembna forma, pomembno je, kaj bomo mi kot skupnost, pa tisti, ki je kapetan ali pa koordinator te skupnosti naredili, zato da bomo v svetu prepoznavni. Turizem, gledajte, že to, da še zdaj, če gremo po mestu, kar nekaj ljudi, ali pa morda večina ne vejo, da je drugo leto 1250-letnica Ptuja. In da občina pa tujski turizem niso bili sposobni tega stržiti pa predstaviti javnosti. Narediti to dogodek nacionalnega pomena. To pomeni, da je res nekje spodletelo. In zadeve, kot je, ne vem, povezovanje občanov, ali pa mislim povezovanje občin pa med občani, oziroma med občinami spodnjega Podravja, je tudi popolnoma irelevantno. Pa kaj, vsej turisti ne gredo na Bled, ker ima Bled svojo prepoznavnost zaradi tega, ker župan Bleda dobro sodeluje z županom Radovljice. To ni poanta. Poanta je v tem, ker se je Bled znal pozicionirati v svetu, svojo zgodbo prodati in to mi moramo prenesti v svet. Hvala lepa. Rajko? Ja, še enkrat. Vloga Zavoda za turizem je bil dobro povedal. Jaz rekel, ni toliko pomembno, res, zdaj že ponavljamo, forma, pomembni so ljudje. Seveda nekdo more biti, kajti izkazalo se je, da posamezni turistični ponudniki, nekdo torej more biti, da jih bo povezal. Ne sme se nam dogajati, da se 3 dogodki zgodijo v enem dnevu, se pravi, treba to skoordinirati, nekomu je potrebno to vlogo dati, torej za koordinacijo in pa seveda tudi za promocijo. Ne more pa to biti na enem, na 2, na 3, jaz mislim, da na Ptuju imamo tudi Peter Deviš šteje med strokovnjaki z tega področja, z vizijo, morali boste stopiti skupaj in v bistvu temu, ali je to zavod, ali bo to, ne vem, v razvojni agenciji, ali kjerkoli bo nameščeno, jim pomagati in stopiti skupaj, pa da gre zgodba v pravo smer. Ker zdaj pa, ko je to nepovezano, ko ne vem, vsak pelje neko svojo zgodbo, Ptuj stoji na mestu. Samo z povezovanjem, sodelovanjem in pa pritegniti stroko. Zdaj vam je čisto vseeno, ali so tu mladi strokovnjaki, ali so stari strokovnjaki. Ne delim nikogar, ampak mislim, da so potrebne izkušnje pa mladostna zagnanost. Hvala. Izvolite. Ja, kar je bilo povedano glede tega trenda, oziroma da ni več nočitev, oziroma da stojimo na mestu, to ne more držati. Mislim, da je številka taka iz 138.000 nočitev na 150, ampak seveda vmes se je zgodila tudi kriza, ki se je odražala tudi v tem, da ljudje niso potovali in se dejansko nekako hodili po svetu in tako dalje. Se pravi, dobro, trend gre v pravo smer. To, da nismo na pravih oziroma primerljivih številkah s povprečjem Slovenije, tu už verjamem, da je problem, no. Ampak glede na sredstva, ki so bila namenjena za promocijo, je verjetno treba povedati, Peter, verjetno boš ti tudi lahko to potrdil, da je minister Počivalšek se potrudil, da je bila promocija Ptuja ponovno, se pravi, zagnana in da smo ponovno na tem zemljevidu Slovenije. Ja, in vem, da imamo v prihodnje, nam je zagotovljena tudi podpora, nadaljna podpora na tem mestu. Je pa na nas, da to, kar več čas
poudarjam, oziroma se vsi strinjamo, da je treba dati vsebine. Vsebine, to mislim, da vemo, da bi se že lahko konec koncev izoblikovali, ampak se bodo pa v prihodnje, ne? Gremo naprej, dajmo, se pravi, tudi teh 150, mogoče v prihodnji naši, ne vem, naslednje leto 200 000 evrov za ta namen, ker vsi govorimo, da je to perspektiva naša, obnašamo pa se, kot da ni, ne kažemo. Se pravi, to so samo besede, ne pa dejanja. Se pravi, treba bo narediti korak naprej. Hvala. Andrej? Neki koraki naprej so po moje bili narejeni. To jaz opazim iz pogovora z občani na socialnih omrežjih in moram reči, da premalo tudi izkoriščamo mi Ptujčani, da bi se pohvalili, da bi povedali, da smo Ptujčani in ponesli naš glas in kaj imamo v svet. Tako da tukaj vidim nekaj rezerv. Kar se tega tiče, mislim, da treba seveda sredstva za promocijo povečati in seveda dati podporo, bo pa seveda potrebno tudi več sodelovanja in povezovanja, tako kot je že Rajko povedal in jaz prej, ne da imamo 3 dogodke na en dan, potem pa en teden čisto nič, tukaj vidim še veliko rezerv, tudi povezovanje z sosednjimi občinami in pa seveda tudi mi na Ptuju se sploh moramo odločiti, kaj želimo iti. Kongresni turizem je bila neka želja, pa vidimo, da nam ni uspelo, tako da imamo tudi priložnosti za kaj drugega, športni, kulinarični, kaj drugega, tako da treba bo se sploh odločiti, kaj si želimo. Hvala. Še Janez? Hvala. Ja, vsak zavod, ki ga ustanovimo, seveda tudi nekaj stane. Jaz verjamem, da v tem zavodu sedaj delajo, koliko pač delajo. Moje mnenje je bilo že pri sami ustanovitvi tega zavoda, da bi ga lahko drugače organizirali, fizično in drugače so odvisni od javnih služb. Sem zagovornik javnih služb in komunale, ki so naše lastnice, ki smo jim lastnica teh javnih podjetij, bi se povečal tudi kakšno delovno mesto, prave strokovnjake bi tam noter dali, pa bi imeli. Kar se pa tiče vsega ostalega, kar je govoril gospod Štefan, ko smo pokopali GIS, pa potem še ostalo, sem bil tisti, ki sem rekel, ne moremo tega ustanavljati, ker še danes verjetno niso poravnani vsi dolgovi. Glede, Zavod za turizem bi mogel poskrbeti za označevalne table. Peljite se v Haloze, pa boste videli Gradiča od 59 do 63. Mi na Ptuju smo pred leti govorili o nekaj označevalnih tablah, o dejavnosti, o zanimivosti, o zgodovinski pomembnosti. Danes nimate marsikje table, ki bi ljudje vedeli, kam so prišli in kje so. To je dejstvo. To, kar je govoril Štefan, da tam na tistem griču dobiš, tam je ponudba, tam je tudi WC. Na Ptuju se ne moremo zmeniti, ali bomo imeli enega, ali dva, ali tri javne WC-je in še marsikaj. Brez infrastrukture, dragi Robert Križanič, ne gre, ker moramo imeti tudi klopi, moramo imeti urejene parke, moramo imeti tudi označevalne table. Hvala, vse pride. Hvala. Juška? Ja, jaz imam očitno eno slabost, ker odgovarjam na vprašanja, ki so bila postavljena. Tako da, kako vidim vlogo Zavoda za turizem, jaz ga vidim predvsem v promociji, je pa dejstvo, da zdaj, ko to poslušamo, očitno vidimo te naloge različno, zato bo verjetno tudi prva naloga vseh nas, da razčistimo, kaj so naloge Zavoda za turizem. Ja, ampak očitno si jih spet različno interpretiramo. Dejstvo je, da zavod, in to je pa v mojih očeh, lahko si misli kdo drugače, jaz mislim, da bo moral zavod narediti več na povezovanju vseh akterjev v mestu. Bom čist plastično ponazorila za primerom, ko se je delal zemljevid mesta za ponudniki, so ali namerno ali po pomoti, čeprav jaz dvomim, da lahko taka šlamparija, da spregledaš ti lokal, ki ga gledaš skozi okno vsak dan preko, pa ga bolj spregledaš in ga ne daš na tisti zemljevid mesta. Za mene je to nedopustno, če tudi gre za napako. Proračun, Goraz, to sem danes že enkrat na enem soočanju, ko smo ga imela 10 ur nazaj povedala, predlaga župan. Torej, župan predlagal 30 000 evrov, sprejet je bil proračun, kot smo tudi že čuli v vseh teh soočanjih z 11 glasovi. Mi nismo takrat odločali o tem, to je bilo predlagano, to se je potrdilo. Strinjam pa se, da je 30 000 evrov premalo za promocijo, ker tako, kot sem že tudi večkrat povedala na prejšnjih soočanjih, jaz vidim promocijo kot svojevrstno investicijo. To je ena.
Ja, Robi, zdaj bom jaz kar repliko vključila v to, seveda zgodbe so tiste, ki prodajajo, ampak spet prejšnjo vprašanje je bilo, kaj lahko župan, kako vidite vlogo župana in mestnega sveta. Jaz se opravičujem, ampak jaz ne vidim, da bomo mi na sejah mestnega sveta sedeli pa zgodbe pisali. Jaz pač predvidevam, da je to tudi naloga Zavoda za turizma, da piše zgodbe, ker zgodbe se prodajajo, ne glede na to, kakšni so. Torej, to se pa strinjava. Ja, sej, mi smo ustanovili Zavod za turizem, dajemo mu sredstva, povemo, kaj pričakujemo od njega, oni pa naj pišejo zgodbe. To se pa strinjava. Tako, ker zgodbe so tiste, ki se prodajajo, bolj pride vse od tega. Ko bomo denar dobili od turizma, bomo lahko tudi infrastrukturo popravili. To se pa strinjava. Pa še nekaj, jaz zelo pozdravljam to akcijo, ki je imel Zavod za turizem, da ko je pripeljal novinarje iz vsega sveta, da jim je odprl vsa vrata v mestu, jim je vse razkazal, vse, kar imamo, ne. Problem pa nastane takoj, ko ti novinarji v svojih blogih pišejo o tem, kaj Ptuj ponuja, potem pa pride turist na Ptuj, pa vsega tega ne dobi, ker ostaja pred zaprtimi vrati. To je po mojem nedopustno in to je tudi ena izmed teh nalog, ki bomo morali naslavljati, če se želimo iti turizmu. Hvala lepa.